spoštovane gosti. Imam to prijetno in častno dolžnost, da koordiniram prvi popoldanski del današnjega srečanja. Kot je bilo že dopoldne napovedano, kolega dr. Gorazd Bajc se opravičil zaradi bolezni, tako da njegov povzetek imate v tem zborniku povzetkov. Kot vem, je tudi sicer zmeraj razpoložen za kako vprašanja, če boste želeli najbolj odgovoriti, glede na to tematiko. Škoda se, da ga ni tu med nami in upamo, da bo v kratkem okreval. Zato pa lahko nadaljujemo skladno s programom. Najprej bo svoj referat predstavila Mira Miladinović-Zalaznik, profesorica nemščine z Filozofske fakultete v Ljubljani, sedaj v pokoju, vendar seveda, kot jo poznamo, vselej aktivna in še manj časa kot prej. In nam bo predstavila svoj referat z naslovom Izven partizanski boj proti nacionalsocializmu na Slovenskem. Prosim, Mira, odor je tvoj. Lepa hvala, zelo sem vesela, da sem lahko danes tukaj in da lahko nekaj povem. Darko, lepa hvala za prijazno predstavitev. Začela bom s citatom. Povejte mi, kaj pomeni človek. Odkot je prišel, kam gre. To je citat iz dnevnika generalmajorja Johana von Habsburga. Začela bom pa takole. Pričemer moram povedati seveda to, da je Dejan dal vsem nam eno krasno teoretično izhodišče in pokazal, na kakšen način se mi vsi tukaj lahko ukvarjamo s kontemporanostjo. Baron Nikolaus in baronica Kristjane von Habsburg. Dovolite mi, da brez uvoda začnem zgodbo o slovenski družini Habsburg. Ded Mariborčana Nikolausa von Habsburga je bil cesarsko-kraljevi naslovni generalmajor baron Johann von Habsburg iz Vipave. V prostem času je prebiral avstrijsko, nemško, francosko in rusko literaturo, tudi judovske avtorje, ter slikal, risov in kiparjev. Družina njegove žene Roze, rojene Tribuci, je živela v Vipavi vsaj od 18. stoletja dalje. Roza in Johann sta imela 3 otroke, najmlajši Friedrich je kmalu po začetku velike vojne padel kot oficir pri Grodeku v vzhodni Galiciji. Friedrichov sin Nikolaus je bil ob očetovi smrti star 10 mesecev. Leta 27 se je družina zaradi izplačevanja pokojnine iz Maribora preselila v Gradec. V nemški Avstriji, ker je prva Avstrijska republika po imenu in dojemanju same sebe bila, je zaznal veliko nemškega in nacionalsocialističnega duha, ki se ni širil samo po vojski, temveč tudi po izobraževalnih ustanovah. Ob Anšlusu, ki ga je doletel na šolanju v znamenitem Terezijanišču, tam se je na primer šolal Prešernov prijatelj Anastazij Grün, grof Auersperg, pa tudi Ban Jelačič, je odklonil, torej Nikolaus von Habsburg je ob Anšlusu odklonil prisego Hitlerju. Razlog bolečine v kolenskem sklepu. Posledica nepokorščine je bila, da je Gestapo 14.3.38 telegrafsko ukazal, naj iz akademije odpustijo tega nasprotnika nacionalsocializma, ki prijateljuje z Judi ter mešanci in je nadvojvodi Felixu pomagal pri begu iz Avstrije. Od takrat se Gestapo ni nehal zanimati zanj. Nikolaus, ki je med šolanjem v Gradcu agitiral proti nacistom in okoli sebe zbiral somišljenike, se je že pred vojno priključil odporniškemu gibanju, ki je bilo v Avstriji na moč heterogeno.
levičarsko, desničarsko, konfesionalno, judovsko, konservativno, monarhistično, emigrantsko, vojaško, nadstrankarsko, zaporniško, taboriščno ter posamično. Učinkovitost upornikov in trajanje njihovega delovanja sta bila omejena, saj jih je Gestapo s pomočjo infiltriranih overduhov vse do konca vojne onemogočal, preganjal, zapiral koncentracijska taborišča in jih nemalo ubil tudi še aprila 1945. Med upornimi monarhisti so bili tudi nadstrankarski legitimisti. Mednje je spadal Nikolaus. Pripadali so nemškemu kulturnemu prostoru, ne pa tudi nemški politični tvorbi, torej nemški državi. Menili so, da imajo Habsburgi legitimno pravico do avstrijskega prestola. Njihovi simpatizerji so bili uradniki, oficirji, veleindustrialci, pisatelji, posamezniki iz katoliških krogov ter ženske. Hitler si je leta 1932 prizadeval zagotoviti sodelovanje princa Ota v nekakšni avstrijski nacionalni opoziciji in ga hotel ustoličiti kot svojega namestnika v Avstriji, kar je Otto odklonil. V politični emigraciji je precej Avstrijcev živelo v Franciji, sporadično tudi Otto von Habsburg. Med njimi je bil eden najeminentnejših judovskih pisatelj po Magrisu tako poimenovanega habsburškega mita Josef Roth. Josef Roth je takoj 30.1.1933, ko je Hitler prisegel za kanclerja, zapustil Berlin. Od takrat je nenehno popotoval, pretežno po Franciji, Nizozemski ter Belgiji, pri čemer je najdlje zdržava živel v Parizu. Spričo političnih razmer v Evropi se mu je propadla habsburška monarhija, katere slabosti in napake dobro poznal, zdela veliko boljša politična tvorba od nasilnega nacionalsocialističnega rajha. Postavil je svojvrsten spomenik v romanih Radeckijeva Koračnica 32 in Kapucinska grobnica 38, kjer je slovenskemu rodu Trotovih namenil vlogo garanta zvestobe Habsburgov. Toda rod se je tudi v realnem življenju idejno ter dejavno zavzemal za ponovno vzpostavitev monarhije. O tem nekaj podatkov, ki naj osvetlijo odločenost in obupanost nasprotnikov nacionalsocializma med Avstrijci. Za rešitev domovine je Rod skoval fantastična načrta. Prvega, da bi mrtvega cesarja Karla v krsti spravili v Avstrijo ter skupaj z njim tudi živega, novega cesarja Ota. Drugi načrt, skušal je prepričati grofa Heinricha von Degenfelda, prestolonaslednikovega vzgojitelja, naj pritihotapijo živega Ota v krsti na Dunaj, kjer naj ga razglasijo za cesarja in tako rešijo Avstrijo pred Hitlerjem. O tem, da ni bil zgolj snovalec sanjarskih zamisli, priča Rotova pot na Dunaj 16 dni pred Anšlusom. Tja je odšel po Otovem pooblastilu, da bi prepričal kanclerja Šušnika, naj odstopi v Habsburgovo korist. Rotu se ni posrečilo prodreti do kanclerja, pač pa mu je dunajski policijski predsednik Skul, ki je bil hkrati državni tajnik v uradu zveznega kanclerja za vprašanje varnosti in varovanja, svetoval, naj se raje takoj vrne v Pariz. Nadstrankarsko odporniško gibanje O5. O je O, 5 je pa peta črka avstrijske abecede, nemške zaprav OE, kar stoji za Avstrijo. Torej, nadstrankarsko odporniško gibanje O5, katerega član je bil Nikolaus, so začeli ustanavljati 37. leta. Imelo je nekaj prednosti pred drugimi gibanji. Veliko članov je bilo pripadnikov plemstva, delili so skupne vrednote in skupno tradicijo, že od nekdaj so bili povezani v omrežjih, ki jih je odlikovala brezpogojna lojalnost in niso bili strankarsko vezani. Vendar je po organiziranosti tako njih, kakor tudi druga odporniška gibanja prekašala KP Avstrije, ki je imela največ izkušenj z delovanjem v ilegali in finančno podporo Sovjetske zveze. Ostalih avstrijskih gibanj ni podpiral nihče. Nikolaus je spomladi 1938 po odpustu iz vojaške akademije nekaj časa skrival pri prijateljih v Gracu in z njimi organiziral beg ogroženih Avstrijcev čez mejo v Jugoslavijo. Jeseni 1938 je odpotoval v osrednjo Francijo na grad princa Xavierja de Bourbon Parme
Princ je nudil gostoljubje Otu, Feliksu in nekaj drugim Avstrijcem, ki so zbežali pred nacionalsocialisti. Masburg je tu prisegel Otu, ki ga je takrat pooblastil, naj na Štajerskem organizira odporniško gibanje ter vodi njegov vojaški del. Poleg tega naj bi Nikolaus, ki je govoril nemško, angleško, francosko, italijansko in razumel slovensko, ter bil po izobrazbi inženir in pilot, organiziral obveščevalno zvezo preko Zagreba ter Maribora. Mimo tega je imel vzpostaviti stike s kolegi iz vojaške akademije ter jih združiti v odporniškem gibanju avstrijskih oficirjev. Nikolausu, ki je opravil tečaj za rezervne oficirje, so dali vedeti, da ga nenehno opazujejo in da ga bodo ob najmanjšem sumu poslali v Dachau. Takrat mu je pomagal soborec pokojnega očeta, ki ga je preko svojih stikov hotel spraviti v nemško obveščevalno službo Abwehr in ga tako zaščititi pred gestapom. Andrej me je tukaj spomnil, ko je omenil, da je Celan dobil Büchnerjevo nagrado. Prvo Büchnerjevo nagrado je dobil Gottfried Benn, vrhunski pesnik, ki je tudi med drugo vojno pobegnil, rečemo tako, pred nacionalsocializmom, da se je pridružil vojski, kjer je delal kot zdravnik za spolne bolezni. Nikolaus se je 39. o tem priključitvi k Abwehru v Zürichu posvetoval z nadvojvodo Feliksom, ki mu je svetoval, naj se priključi Abwehru, se bo tako lažje deloval proti nacističnemu režimu ter hkrati prišel do pomembnih informacij nemške obveščevalne službe. V Zürichu se je srečal tudi s socialistom Feliksom Slavikom, poznejšim dunajskim županom. Z njim sta kasneje sodelovala v protiobveščevalnih dejavnosti v Trstu, kar je zabeležila tudi Ozna. Baronove aktivnosti ter potovanja po Jugoslaviji, Italiji, Švici in Franciji niso ostali neopaženi. V letih 30 do 40 ga je gestapo 3-krat aretiral. Oktobra 41 se je poročil z grofico Kristjane Česka Santa Croce, ki je živela na Družinskem od poroke naprej njenem gradu Bizeljsko. Odraščala je v 2 maternih jezikih, nemščini ter italijanščini, obvladala je angleščino, ker se je v Angliji šolala, ter slovenščino. Od sosedov na Bizeljskem, zlasti od živinozdravnika dr. Maxa Šribara, se je naučila poljedelstva, živinoreje, ki dala je gnoj in mozla krave, ter upravljanja z gozdovi. Nekaj sama, nekaj skupaj z možem je sanirala neprav cvetoče posestvo, obnovila grad in grajsko kapelico. Med vojno sta Masburga nagrado pri Nemci skrivala slovenske družine ter prijateljico Judinjo z Dunaja, grofico Friederike Sico de Noris, rojeno Deutsch. In to kljub temu, da je Kristjane 42. rodila sina in 44. hčerko, ter da so jo Nemci nadzorovali. Masburga sta imela nagrado tudi radijski oddajnik, s katerim sta pošiljala informacije Angližem, kar je bilo smrtno nevarno. Tudi to je zabeležila Ozna. Kristjana je partizanom sama prala, ker se je bala, da ne pride do izdajstva, kuhala in jih nagrado skrivala. Ter jim od pomladi 44. o čemer je 1.11.17 pričal Božidar Gorjan Bogo na prvem programu nacionalne TV v oddaji Spomini, plačevala davke ter jih mesečno zalagala z govedom in konji. Življenje je postajalo vedno bolj komplicirano. Medtem ko je družina živela na Bizeljskem, kjer so tudi potekali boji, je Nikolaus služil pri Abwehru v Salzburgu in Celovcu, potoval v Dalmacijo, kjer naj bi v Splitu po nalogu NES, to je Abwehr Nebenstelle, zelo neka izpostava Abwehra v Trstu, sedežem na Via Rossetti, ki je Slovencem dobro znana ulica, likvidiral človeka, vendar ga ni. Nikolaus ni likvidiral tega Dalmatinca. Nalogo je pozneje opravil že omenjeni socialist Slavik, Ozni znan pod imenom baron Peter Slavik. Nikolaus je na Bizeljskem preprečil strani SS nameravano merjenje lobanj, domačinov ter svojcev. S pomočjo tega merjenja lobanj so ugotavljali, kdo je arijskega porekla in kdo ni, so potem pošiljali levo, desno, v Dachau oziroma kamorkoli.
Po letu 1943 je sodeloval s partizani, ki jim je dobavljal informacije, strelivo ter orožje. Partizani so vse sprejeli, kljub temu, da je Nikolaus Vozni veljal za zagrizanega antikomunista. Nikolausa so na ukaz majorja Petersona iz tega mest v Trstu, ki je ugotovil, da je baron dvojni agent in se zavzema izključno za legitimistične cilje ter sodeluje z Anglo-Američani, jeseni 1943 kazensko premestili k Wehrmacht na Norveško, zaprav v boje. Ker se je tam brez dovoljenja oddaljil od enote, to je odpotoval na Bizeljsko, in ker je v Wehrmachtu splošno razdiralno deloval, to je bil terminus technicus nacionalsocializma, so ga jeseni 1944 celovcu postavili pred vojno sodišče, ki ga je obsodilo na fronto. Sodišče mu je s pomočjo kolega iz Abwehra uspelo pobegniti. Prebil se je do Dunaja in vzpostavil stik s palačo Auersperg, kjer je bilo od 1944 središče odporniškega gibanja OPET. Leto se je 1945 povezalo s Sovjeti in tako preprečilo boje za Dunaj, posledično tudi veliko žrtev na vseh straneh. Takrat so Nikolausa zaprli še Rusi, vendar je na kolesu pobegnil. Zaprli so ga po vsej verjetnosti zato, ker so imeli OPET za Združenih držav tajno obveščevalno službo. Na Bizeljskem so se boji prav tako približevali koncu. Na terenu so se poleg slovenskih partizanov in Nemcev pojavljale vse mogoče oborožene enote jugovzhodne Evrope in Besarabci. Konec vojne so partizani, čeprav so med vojno zapisali, da je treba Masburge zaščititi, kristjano z obema otrokoma, bolehno materjo ter judovsko prijateljico poslali v taborišče v Brežice, od tam pa na vlak, ki so ga spremljale sovjetske enote. Odpeljali so jih v Avstrijo. V Lipnici jim je uspelo s transporta pobegniti in se skriti pri ljudeh, ki so bili kljub možnici vojska in beguncev v tistih krajih pripravljeni pri sebi skriti 5 ljudi ter jih prehranjevati. Grad Bizeljsko je bil jeseni 1945 zaplenjen in lastniki kmalu zatem razlaščeni. Tisto nekaj malega, kar je kristjane skrila, so prebivalci izkopali in odnesli. Ohranil se zgolj kelih, ki v grajski kapeli služi pri maševanju. Leta 1956, ko je kristjane prvič pripeljala svoje 4 otroke v Slovenijo, in ga je vrnil sosed iz Orešja. Ker so bili Masburg takrat ubogi kot cerkvene miši, so ga vsi, razen globoko verne kristjane, hoteli prodati. Bila je proti, češ, da se svetih reči ne prodaja. Kelih je ostal v družini in danes služi svojemu namenu pri krstih in drugih priložnostih. Nikolausa v osvobojeni Avstriji ni potreboval nihče, saj se ga je med drugim držal očitek preloma prisege. Seveda Hitlerju, ki je, kot vemo, ni nikoli dal. Do izbruha alžirske krize leta 1954 je delal v nekem alžirskem avtobusnem podjetju v Parizu, potem v turizmu v Münchnu. Kristjane je skušala na Južnem Tirolskem, kjer je živela z otroki in materjo, v to izhaja družina Českija Santa Croce, ustanoviti tovarno vafljev, ki je sama ni zmogla voditi. Nikolaus pa na Južno-Tirolskem ni smel, ker je dejavno podpiral južne Tirolce v njihovi težnji po združitvi z Avstrijo, se pravi odcepitvi od Italije, kater predel na več Avstrije so bili od konca Prve svetovne vojne. Do konca Prve svetovne vojne. Zdi se, da je bil enkrat več na nepravi strani. Smrt ga je 52-letnega doletela nepričakovano kot nameščenca italijanske tovarne tipkalnih strojev Olivetti. Drugič grof Lubertus von Ledenburg, grof dr. Georg von Thun-Hohenstein in knez Gottlieb von Windischgrätz. Slovenska veja družine Windischgrätz, s katero so bili Masburgi v sorodu, izhaja iz Slovenj Gradca, kjer je živela od 13. stoletja. Po razpadu Habsburške monarhije so ostali pri nas ter imeli naš domovinski list, se pravi državljanstvo.
Med drugo svetovno vojno so bili pri nemškem okupatorju slabo zapisani. Gestapo je zabeležil, da niso hoteli pozdravljati s Heil Hitler, pač pa jim je bil ljubši slovenski Bogdej. Med seboj, da so tudi raje govorili slovensko ali italijansko kot nemško. Masburgi so zaradi posledic vojne izgubili nekaj sorodnikov. Prva žrtev partizanskega revolucionarnega ukrepanja med njimi je bil družina Windischgrätz poročeni grof Hubertus von Ledabur iz Konic, ki so ga partizani začetek 1945 naročili na pogovore v gozdove pri Oplotnici, ga tam mučili ter skupaj z gozdarjem Jožefom Wettingerjem likvidirali. Gozdarjeva vdova Marija je obe trupli identificirala in moža ilegalno, Ledaburja ilegalno izkopala ter oba pokopala v družinskem grobu Wettingerjev na pokopališču Svete Ane. Druga žrtev partizanskega revolucionarnega ukrepanja v družini je bil tu nekajkrat omenjeni grof, dunajski odvetnik dr. Georg von Thun und Hohenstein. Bil je poročen in je imel otroke, takrat je bil star 40 let, konec vojne. Z Dunaja je prihajal na grad Bizeljsko, kjer je vzdrževal stike s slovenskim plemstvom, ki je bilo antinacistično. Iz oznovskih zaslišanj je razvidno, da so se slovenski plemiči Atems, Masburg, Windischgrätz ter Dunajski Tun na slovenskih tleh organizirali v odporu proti Hitlerju. Z njimi je načrtoval konkretnejše sodelovanje s partizani. Kot član avstrijskega odporniškega gibanja OPEC stiki z Angleži, s katerimi se je povezoval tudi preko radijskega oddajnika na gradu Bizeljsko, je bil Tun ozni očitno sumljiv. Ko so partizani prišli aprila 1945 na Bizeljski grad, so si sposodili zadnje konje in odpeljali Tuna. Vrnili se niso ne konji, ne Tun, ki so ga takrat likvidirali. Tretja žrtev partizanskega revolucionarnega ukrepanja v družini je bil brat Kristjanine mame, knez Gottlieb von Windischgrätz. Bil je gozdarski inženir, ki je govoril nemško, slovensko, italijansko, francosko, angleško in hrvaško. Gottlieb z gradu Zlatna je podpiral partizane, jih zalagal z denarjem ter vozovi zdravil. Voditelj je OF je iz Postojne s svojim avtom osebno vozil v Trst in nazaj, kljub temu, da je vedel, koga vozi in da so Slovenci kontrolirali. V njihovem gradu v Postojni so marca 1945 3 tedne razpravljali o bodoči jugoslovanski vladi. Gottlieb je imel stike tudi s poljsko vlado v Londonu. Ker so svaka Ledaburja, čeprav je bil antinacist, partizani likvidirali, je odšel v Trst. Tu so ga njemu znani partizani 13.5.1945 zvabili v avto pod pretvezo, da se morajo pogovoriti o imetju Windischgrätzov. In ga odpeljali v Ljubljano. V Bogoljuba so ga preimenovali v udbovskih zaporih, kjer so tudi zapisali, da je politično sumljiv Slovenec. Zaprt je bil v nadškofijskih zavodih v Šentvidu, ki so bili 1905. prva gimnazija na naših tleh slovenščino kot poučevalnim jezikom. Ob začetku vojne 1941 so nadškofijske zavode Italijani za nekaj tednov prefunkcionirali v zapore. Italijanom so jih vzeli Nemci, ki so imeli tam zapore, Nemcem pa mi, da tako rečem. Po koncu vojne je bila nadškofijska gimnazija, so bili to vojni udbovski zapori, zatem pa kasarna JLA. Kot otrok sem smela enega 22. decembra iti tja, imeli so najboljše sendviče tega sveta. Iz Šentvida so Gottlieba prezaprli v sodne zapore, potem v učne delavnice in nazadnje na psihiatrijo na Studentsku. Kakšen obravnavi je bil podvržen tam, si lahko samo mislimo. Studence je izginil aprila 1946. Do takrat so zasegli ne samo njegovo imetje, ki je natančno popisano, celo število odvzetih gnojnih vil, ter ga razlastili, ampak se je to isto zgodilo vsem imetjem vseh članov slovenske družine Windischgrätz in sploh z imetjem vseh slovenskih plemiških družin. Sklep. Ob vsej natančnosti in organiziranosti
takratnega sistema je dejstvo, da se danes še vedno ne ve, kje je končal Gottlieb von Windisch-Graetz, cinična okoliščina naše preteklosti, ki jo je pripisati represivni toleranci oblasti. V demokratični Sloveniji je še vedno čutiti njen vpliv. Kljub temu, da imamo vsi pravico do poštenega imena in groba, tega veliko žrtev nečloveškega ukrepanja takratnega slovenskega represivnega komunističnega vodstva vse do današnjega dne nima. Svojci nimajo kraja, kjer bi se pobitih sorodnikov spominjali, ker žrtve nimajo ne groba, ne datuma smrti. Še več, ni zaznati niti volje, niti pripravljenosti današnje države prevzeti odgovornost za to, da se te zadeve uredijo. Očitno se šteje za pravno naslednico nekdanje, zaznavno ne preveč efemerne države. Ampak država smo ljudje. Daljnega 17. stoletja je francoski pisatelj Molière pravilno ugotovil, da ni pomembno samo to, kar človek počne, marveč tudi to, česar ne stori. Dovolite, da sklenem s stavkom, ki žal ni moj. Najbolj natančno pa označi ravnanje in ukrepanje takratnih oblastvenih organov na Slovenskem. Citat: to ni bil teror proti zločincem, temveč proti tistim, ki bi imeli po mnenju kaznovalnih organov večjo možnost, da to postanejo. Tako zapisal Vasilij Grossman. Miri, najlepša hvala za to res zanimivo in plastično predstavitev. Pa ne vem, kaj bi rekel, glede na to, da imamo sklop razumevanje zgodovine, prej morda nerazumevanje zgodovine, skladno z našim dopoldanskim delom, tudi o nebranju. Očitno je to tudi del razumevanja zgodovine, žal. Sedaj pa vabim Bernarda Nežmaha, profesorja sociologije na Filozofski fakulteti, pa tudi novinarja revije Mladina, da nam spregovori na temo Preživela govorica komunizma. Ja, hvala. Tema, s katero se poskušam tukaj ukvarjati, je dolga leta veljala pravzaprav za tabu. Namreč, kakor je bil, se pravi, nacizem objekt proučevanja, po svoje tudi komunizem, je pa veljalo v naših krajih in za mnoge še vedno, da komunizma in nacizma se ne da primerjati. In pravzaprav ne samo to, ampak celo, da ni kaj delati primerjav, ker lahko bi primerjal in gotovo, v čemer ste si podobna, v čem si nista, ampak tukaj nekako velja nenapisano pravilo, da gre kljub vsem za tako različne oblike totalitarizma, da pač ena bistveno bolj bestialna kot druga. Jaz se s tem se ne bom ukvarjal, bom pa poskušal izluščiti primerjavo z delom židovskega lingvista Viktorja Klempererja, ki se je nacizma lotil v knjigi Govorica tretjega raja. Tam je postavil seveda tezo, da značilnost nacizma niso samo gestapo, tajna policija, se pravi fizično in pravno nasilje, ampak tudi prevzemanje jezika. Rekel je takole: nacizem je povzel meso in kri množic s posameznimi frazami, skladno, ki jo je vsiljeval s ponavljanjem, in množice so ga mehansko in nezavedno sprejemali. A jezik ne le pesni in misli zame, temveč tudi usmerja moje občutke, vodi vse moje duhovno bitje. Besede utegnejo biti kot nizka doze arzena. Človek je golta, ne da bi se zavedal in videl, kakšen učinek ima, čez čas pa strup začne delovati. Skratka, njegova poanta je bila, da ljudje tudi po koncu nacizma so še naprej uporabljali povsem spontano nacistični jezik kot edini nemški, skratka se sploh niso več zavedali in reflektirali
problemov oziroma usiljenih pomenov, ki jih je pravzaprav lansiral. Namreč 12 let režima, ki je obvladoval časopise, gledališče, založništvo, izdajanje knjig, filme, radio, filmske novosti, skratka vso kulturo, je bilo očitno več kot dovolj, da je nacificiral nemški jezik, da dal besedam nove ideološke pomene, ki so postali tako dominantni, da so bili govorcem samoumevna oblika nemškega jezika. In zdaj si pogledamo nekaj konkretnih zgledov. Heroj ali pa herojstvo. V 30 letih so s tema besedama opisovali najprej športne šampione, ki so jih iznočevali kot heroje, predvsem avtomobilske dirkače in boksarje. Z začetkom vojne pa se je njihova raba prestavila iz športnih bojišč na vojaška. Zdaj so postali heroji le še tankisti, vojaki in častniki. Herojska dejanja so bila povezana samo z vojno in samo z našim. Heroj ni bila več splošna beseda, ki bi označevala izjemno dejanje nasploh, ampak je bila omejena na nemške heroje. Vojna poročila niso nikoli navajala ruskih herojev. V nacizmu bi bila lahko heroj tudi arijska žena, ki se ni odrekla svojega moža, čeprav so ga zakoni devalvirali in je režim od nje terjal, da so imeno arijske rase ločil njega. Deležna je bila zasmehovanja, šikaniranja, ni dobila živelskih kart, ampak bila je pripravljena prinašati muke zaradi človeške zvestobe svojemu možu, ampak zanjo se ni uporabljal izraza heroj. Tudi Bela vrtnica, Mira je omenjala obliko rezistence, v Nemčiji, manj znano, pri nas skoraj ne, sta bila brat in sestra Šöll, ki sta na univerzi ustanovila ilegalno skupino s tem imenom in sta trusila letake, v katerih sta nasprotovala nemškemu oziroma nacističnemu nasilju med Židi in surovosti nemške vojske na vzhodu. Ko so jih odkrili in obsodili na smrt, bila sta junaka, definitivno heroja, se sta tvegala življenje za to, da bi širila ideje enakosti, svoboščin v diktaturah. Ampak zanjo ni bilo pojma heroj. Toda heroj je imel v zgodovini druge pomene. V nemški literaturi je bil pravljica heroj tudi otrok, recimo pastirček, ki je premagal zmaja. Vendar nacizem ni skrčil samo nabora dejavnosti, ki so bile primerna za uporabo besede, ampak je za heroje začel razlagati celo posameznike, ki sploh niso izvršili herojskih dejanj. Častniki so tako pisali, heroji odhajajo na fronto, ker je beseda heroj postala sinonim za vojaka, nemškega seveda. Namesto sporočila, da vojaki odhajajo na fronto, je prebivalstvo prebiralo, da heroji odhajajo na fronto. Biti vojak, ki gre na bojno polje, je pomenilo že herojstvo. In Klemperer je k temu pridodal še naslednjo rabo herojstva, ko so medvojna poročila z Afrike prinesle vest, da se naše čete herojsko bojujejo. Pri čemer je seveda pazljivi bralec že ozrl napoved poraza, herojsko pomeni zakriti poraz. Drugi izraz, ki je bil definitivno posebno nacističen, je bil folk, ljudstvo. Obstajal je ljudski tovariš, arijsko ljudstvo. Pojem, ki je meril le na arijsko nemško ljudstvo, njegovo apoteozo, več vrednost, nasproti pa so bili cigani, židje, poljaki, rusi, slovani, njih nikoli ne opisuje beseda folk. Naslednji izraz je bil prostovoljna pomoč, ko so ljudem od plače trgali prostovoljni prispevek za vojsko. Bila je oblika davka. Ampak v čem je bil zapovedan davk, lahko prostovoljna pomoč? Preprosto, posameznik je lahko od plače nakazal celo več, kot je bilo v zakonu. Kazenska ekspedicija, trg izraz, dejanje, ko so pobili prebivalstvo vasi, kjerkoli, v pravu namreč ni kazenske ekspedicije, samo kazen, ki jo izreče sodišče. Tukaj je bila kazenska ekspedicija definitivno sinonim za množični pomor. Nadaljna beseda je fanatičen. Fanatičen pripadnik SS, fanatični borec, fanatična Nemka. Naenkrat je beseda dobila pozitivni pomen. Pred Tretjim rajhom ne bi nikomor prišlo na misel, da bi besedo fanatičen uporabil pozitivno. V obdobju nacizma pa je pridevnik fanatičen zmeraj veljal za najvišje priznanje. Pomenil je presežek pojmov, pogumen, požrtvovalen, vztrajen. Za praznike ni bilo članka, ki ne bi omenjal fanatičnih zaobljub, fanatičnega priznanja, fanatične vere. In tukaj je šla biblizacija, nadaljni korak je bila seveda biblizacija smrti. Padel je za domovino, se pravi Vaterland, padel je za Führerja, padel je za Nemčijo, padel je v veri v Adolfa Hitlerja. Torej himna smrti, po analogiji s Kristusovo smrtjo, ki na križu ni preprosto umrl, ampak je umrl za nas, ki je umrl za to, da nam prinese lepšo prihodnost.
Naslednji moment so bile interpunkcije, ironični narekovaj. V smislu, Einstein je znanstvenik v narekovaju, Churchill kot državnik spet v narekovaju, v španski državljanski vojni rdeče v narekovaju zmage. Narekovaj, ki izraža dvom v izrečeno, blati opisanega tega, ki ga zaznamuje. Čas nacizma je seveda pomenil tudi umik filozofije. Filozofija, ki pomeni mišljenje, sistematično mišljenje, in jo je zato nacizem nadomestil s pojmom svetovni nazor. Nekaj, kar imaš, nekaj, kar deliš, kar je stalno, nekaj, o čemer ne premišljuješ. Enako je izginil parlament, ki ga nadomesti organizacija. Nacistična organizacija, naša organizacija. Človek je organiziran, ko postane član nacistične stranke. Beseda Führer in seveda Vaterland je tipično izraz v potem uspeli denacifikaciji izraza Führer več ni. Moderna Nemščina striktno več ne govori, da je Merklova Führerina, Führer nemške vlade. Enako se usodo doživljajo tudi Vaterland. Nacizem je proizvedel superlative, velike številke, ko zamenja kvantiteto za kvaliteto. Govoril je o tisočletnem rajhu, ki je trajal 12 let. Število ujetnikov, ki jih opisuje, pravi takole, število ujetnikov, ki jih ni mogoče kontrolirati. Ko pa navedejo število padlih vojakov v ruske armade, dodajo nepredstavljivo, nešteto. Ribbentrop je rekel sred vojne, lahko se brez težav borimo še 30 let. Hitler je v nekem govoru omenil, da se je Napoleon boril proti Rusom pri minus 25 stopinjah, on sam v prvi vojni pa celo pri minus 45 in pri minus 52. Nadalje imamo totalno vojno, totalno vzgojo. Najboljši delavci na svetu so naredili najboljše orožje na svetu za najboljšo vojsko na svetu. Ko ima Hitler govor, so poročila, svet posluša Führerja. Ko se Hitler sreča z Mussolinijem, je to svetovno zgodovinski dogodek. Zmaga v bitki je vedno velika bitka svetovne zgodovine. Termina pozicijske vojne seveda ni, ampak pojavi se vojna kot gibljiva obrambna vojna. Namesto poraza sunek nazaj. Poraz je kriza. Filozof Wittgenstein je seveda zapisal, da so meje mojega jezika, so meje mojega sveta. Zdaj, če iz nemškega nacističnega sveta stopimo v našo zgodovino in seveda o govorici komunizma. Ta je z padcem jasno izginila v terminih, kot je Titova mladina, potem politbiro in podobne tehnične izraze. Ampak, vsem si pogledamo njeno genezo. 9. maja 1945 je ukinjenih na mah 5 dnevnikov, ki so pred tem nekateri skoraj celo stoletje bivali. Slovenec, Slovenski narod, Jutro, Slovenski dom in Marburger Zeitung. Namesto njih upeljajo, oziroma celo v njihove prostore, njihovo lastnino, prevzameta Slovenski poročevalci in Ljudska pravica, ki se od prvega dne ukvarjata z ustvarjanjem nove govorice. Zdaj je zanimivo, vzemimo primer tovarišev in tovarišice, ki se nam zdi samoumevno za partijski čas. Ali pa feministična varianta, tovarišice in tovariši. Zdaj, če vam dam za zgled, teden po koncu vojne je prišel v Ljubljano osvoboditelj tedajni Trsta, general Drapašin. In kako je on nagovoril prebivalstvo? Rekel je, tovariši in tovarišice, meščani in meščanke, bratje in sestre. 16. maja ni bilo še samoumevno, da ljudje odreagirajo, razumejo tovariši in tovarišice, ampak so bili kdaj še bratje in meščani. Tito, teden kasneje, ko pride v Zagreb, začne še bolj previdno. Pravi, braćo in sestre, bratje in sestre, meščani in meščanke, tam sploh tovarišev ne omenja. Par dni zatem, ko pride v Ljubljano, malce spremenijo. Skratka, poleg bratje in sestre doda še tovariše in tovarišice. V vseh seveda nagovorih pa je izginil star izraz gospe in gospodje. Pod komunizmom je ponarodel izraz tovariš in tovarišica, praktično ni bilo bitja, na katerega se človek ni naslovil za tovariša. Ampak par izjem je bilo. Gospod župnik nikoli ni postal tovariš župnik, gospa mama ni bila nikoli tovarišica mama.
Po letu 90 sta ta pojma pri nas v hipu izginila. Spadala sta v prepoznavni besednjak komunizma. Vendar v Sovjetski zvezi so imeli več težav. V 90-ih letih, ko sem delal reportaže tam, se mi je nekdo pritoževal in rekel, kako čem temu reči gospodina. Take reve sirotinja, vas to ni noben gospod. Skratka, problem Rusov je bil to, da so od leta 17 do 89 imeli, se pravi, 72 let zgodovine in so izgubili stik pravzaprav z izrazom, da je gospod bil naziv za kogarkoli, ampak so ohranili sam ta literarno-mitski pogled, da je gospod pravzaprav imovit, ugledan meščan. Kar je bolj usodnega, je funkcija smrti oziroma postavljanje smrti. Namreč z komunizmom se pojavi tale stavek. Življenje dal za svobodo. Padli so za svobodo. Če so v nacizmu padali za domovino Führerja Nemčijo, so tu padali za svobodo. Zdaj, svoboda se velja za plemenitejši pojem od domovine ali voditelja. Ampak, talec, ki so ga ustrelili, ta ni dal življenja, ne? Ampak so mu ga vzeli. Željo je živeti naprej. Glagol dati pomeni podariti, kar je akt svobodne volje. Če si bil pa ubit med bitko ali v taborišču streljan talec, ta ni daroval življenja, ni dajal svobodne volje, da bi karkoli podaril, ampak je bil neizprosno ubit. Še več, trditev, da je ustreljen talec leta 1942 dal življenje za svobodo, je faktična zaslepitev. Njegova smrt ni prinesla nobene svobode. Nobene kauzalnosti. Svobodo izpod nacizma je prinesla šele nemška kapitulacija 9. maja 1945 oziroma umik nemških čet iz Slovenije Ljubljane. Temu se reče posilstvo jezika, o čemer je pisal srbski lingvist Ranko Bugarski, ki je dal znameniti primer iz srbske propagande v času jugoslovanskih vojn. Ko pravi, branilci Mirkovcev osvobajajo Vukovar, kar je popolni nonsens, saj predpostavlja, da s tem, ko braniš eno mesto, že osvobajaš drugo. Faktično nezdružljivo. Govorica, ki prinaša izjave življenje dal za svobodo, ustvarja glorifikacijo smrti, slavljenje smrti kot vrednota, kar so širili časopisi sistematično iz dneva v dan takoj po vojni. In poglejmo, navedmo zdaj govor policijskega ministra Zorana Poliča v Ljubljani teden dni po koncu vojne. Rekel takole. Velike so bile žrtve, ki smo jih dali za to, kar danes imamo, za našo svobodo. Vzdržali smo, ker je imel slovenski narod dovolj mater pripravljenih žrtvovati svoje otroke. Zato smo ponosni na tiste slovenske matere, ki jim ni bilo žal žrtev najbližjega, kar so imele svoje dece. Ravno zato, ker smo dali toliko žrtev, ker smo dali toliko krvi, bomo z vso odločnostjo čuvali naše pridobitve. Naj se ne čudi nihče, če bomo s trdo roko udarili po tistih, ki bi nam hoteli odzeti, kar smo v 4 letih s težavo, s krvjo in žrtvami ustvarili. Ne bi bili vredni teh žrtev, če bi te žrtve izdali. Vedno se bomo spominjali, na čemu je zgrajena naša svoboda, da je samo kri tista, ki je ustvarila našo svobodo. Kri je prekinila 20-letno suženjstvo, kri je ustvarila trden zid nove Jugoslavije. V celotnem govoru, v 44 vrsticah, ki sem citiral del, omeni žrtev 11-krat, kri 8-krat. V 13 stavkih ima torej 19-krat bodi si žrtev ali kri. Ampak v govorico komunizma s tem vstopijo še novi momenti. Zdaj ni več talec ali partizan tisti, ki je dal življenje. Zdaj tudi partizansko gibanje ali pa oblast, vodstvo, ta, ki je dajala življenje, sicer drugih, je torej ta, ki je dal življenje, ne več posameznik. Hkrati pa spregovori še o imenu mater, ki so ostale brez otrok in jim pripiše splošni pomen. Matere so bile pripravljene žrtvovati svoje otroke, kar je morbidna grozljivost. Bržkone ni matere, ki bi želela, da ubijajo vojne otroka. Drugič pa implicira, da so bile matere subjekt, ki je zavestno sklenil, da bo žrtvoval svoje otroke. Partijski aparat je vršil definitivno posilstvo nad jezikom in si prisvajal smrt kot najvišji dar in vrednoto. Ampak ta sintagma, dal je življenje za svobodo, je prišla na višjo stopnjo. Tito v Zagrebu je rekel tole. Ne bi bili vredni žrtev, žrtve bi izdali, če ne bi upeljali komunizma in ukinili partizanske parlamentarne demokracije. V tej borbi smo dali 300 000 mladih življenj. Še več. Ta smrt, glorifikacija smrti je bila orožje, ali pa saj postavljena kot orožje v mednarodni politiki. Zahteve po priključitvi Trsta so utemeljevali dobesedno z besedami. Naše zahteve postavljamo na prelito kri. Zahteve po teritoriju postavljamo s pravico prelite krvi.
in druge. Kri je ustvarila sedanjo svobodo, nas je povezala z brati Srbi, Hrvati, Črnogorci, Makedonci, prekinila je suženstvo. A terminologija dati življenje za svobodo sproži še nadaljnjo delitev med prebivalstvom. Imamo torej dve vrsti smrti. Če so dali eni življenje za svobodo, kaj z vojnimi žrtvami na nepartizanski strani? Ali pa postavimo še drugače, kar je kdaj tudi omenjal Boris Pahor. Ubite v koncentracijskih taboriščah niso označevali življenje so dali za svobodo. Termin dali življenje vzpostavi še družbeno segregacijo na politične skupine, ki so darovali življenja, in nekomunistične, ki so bile sebične in niso darovali življenja. Celotna vladavina enopartijskega sistema je bila potem utemeljena na žrtvah. Nobene politične spremembe niso možne, ker smo za dani politični sistem dali na 100 000 življenj. Še leta 1972, potem kot stavijo Kavčiča, pride Tito v Ljubljani in reče: ne moremo razumeti, kako je lahko 25 in nekaj let po koncu vojne, ko smo kovali enotnost naših narodov in jo z velikimi žrtvami zalivali s krvjo, lahko, tukaj imamo skoraj, se pravi, vrtnarsko poezijo že, lahko prišlo do tega, da so nekateri naši ljudje na to povsem pozabili. Ne bomo dovolili, da bi nam narušili tisto, za kar smo dali toliko žrtev v pretekli vojni in potem, ko smo začeli s pepela graditi in ustvarjati našo socialistično skupnost. V imenu žrtv je seveda Tito obračunaval z vsemi nasprotniki tudi v samem partijskem vrhu. Naslednji termin, ki ga je partijski režim, govorica komunizma, upeljala, so bili sovražniki. Bila jih je serija. Najprej so bili notranji in zunanji, klerofašisti, domača in mednarodna reakcija, gnili liberalizem, etatizem, centralizem, frakcionaštvo, anarholiberalizem, pojav aristokracije, neobelogardizem, tehnokratizem, neostalinizem, kontrarevolucionarne deviacije, politične in idejne deviacije, kontrarevolucija, sovražni elementi, ultralevičarska inteligencija, ki pa so obstajali sočasno zaklinjanjem na enotnost. Komunisti morajo biti danes enotnejši kot kdajkoli prej. Kaj je zdaj skupnega oznakam teh sovražnih sil? Da drugi ni partner, nasprotnik ali tekmec, temveč sovražnik, ampak o tem več v nadaljevanju. Druga stran seveda upelje vse mogoče termine negativcev, kar pa je predvsem nebulozna definicija. Stani Dolanc je uspel leta 1972 povezati med seboj nezdružljivo. Rekel je, da se je tehnokratizem in anarholiberalizem združil s centralističnimi silami. Kako bi bilo to človeško? Potem še huje. Anarholiberalci in tehnokrati so pripravljali pohod neostalinizma. To je nekaj, danes se lahko smejimo, včasih smo najbolj samo molčali. Namreč nekaj, kar se sploh ne da predstavljati. In Dolanc tega tudi ni razlagal. Zdaj, kakšen odnos ima lahko potem samo poslušalec, bralec, enega samega? Lahko izključi racijo, razum, tega se ne da razumeti, lahko samo verjame in sprejema. In prav ta nerazumljivi kdaj žargon komunistične govorice je povzročil to, da je anesteziral družbo, jo je pretvarjal v pasiv. Nasprotju tem pa je seveda stajal drug komunistični del govorice, edinost enotnost, partije države. Hvalnica enotnosti, in Tito je često povedal, potreba, da iz zveze komunistov odstranimo razne elemente, ki v partiji nikako ni mesta. Smo proti frakcionaštvu. Govorica je upeljala nov pojem elementi, sovražni elementi, ki jih treba odstranjevati. Se pravi, imamo za dehumanizacijo jezika, ko je človek zveden na raven elementa, kuhinjskega elementa, motečega elementa, ki hvali enotnost. Znana je seveda hvalnica Tita, malikovanje. Ampak ta je pravzaprav že 6. aprila v podstavitvi Kidričeve vlade, še pred osvoboditvijo, pride Ivan Ribar kot predstavnik Avnoja v Ajdovščino in pove, da gre zahvala naši jugoslovanski armadi s maršalom Titom na čelu, KPJ spet z maršalom Titom na čelu. Naenkrat imamo formulacijo Tita na čelu. Sam Kidrič, predsednik prve vlade, tudi pove nekaj podobnega. Pod Titovim vodstvom so se združili na Titovo podobo Titova armada. Ob rojstnem dnevu 45, ko Tita še živa duša ni videla, 2 dni zatem je prišel v Ljubljano, je šel na prvih stranih slovenskega poročevalca članek Slovenski narod maršalu Titu.
Vsa naša domovina v brezmejni ljubezni do največjega sina se slovenski narod obrača k liku velikega rešitelja, junaškemu vojskovodju, z izrazi neskončne hvaležnosti, vdanosti in zvestobe. Slovenski narod bo tudi v bodoče sledil vodstvu največjega genija. Imamo superlative definitivno enake kot v času nacizma. Kako je bilo slavljenje Tita tako močno, da je že besed zmanjkalo, nam govorijo besede Sergeja Krajgerja, ki je izrekel zdravico Titu leta decembra 1972. Je rekel, ni besed za Tita. Težko je z besedami izraziti veselje, ki ga čutijo vsi delovni ljudje iz Slovenije ob vsakem vašem obisku. In seveda imamo predstave, recimo šolarjev, ko pravi šolarka, vse vaše delo Titu je utkano vse, kar imamo. Zato si težko predstavljamo sedanjost, preteklost in prihodnost brez vas. Ampak, če je glorifikacija Tita v marsičem izginila, nam je postal izraz izdajalec, kolaborant. Se pravi, medtem ko je Nemci so prvo obliko denacifikacije imeli, da so sekali drevorede, ki jih je nacizem hrastov. Skratka, zato, ker je hrast simbol bil Führerja. No, v Jugoslaviji, oziroma postjugoslovanskih deželah, so v Slavoniji konc 90-ih enkrat naredili dekomunizacijo, pa so posekali drevored 88 dreves, ki so jih nekoč posadili Titu. No, to je bila ena redkih oblik dekomunizacije. Ampak z izdajalcem imamo aktivno še vedno opravka in to je bilo par let nazaj, ko so v Kamniku razglasili, najprej odprli, poimenovali knjižnico po pesniku Francetu Balantiču. Ampak isti ljudje, pod vodstvom sedanjega premiera, ki so knjižnico imenovali, so čez par dni jo nazaj odimenovali, namreč, ker je bil izdajalec, ker je bil član vaških straž. Zdaj, odmislimo to politično implikacijo, stvar je pravzaprav, če zdaj primerjamo z Nemčijo, smo imeli Helmuta Schmidta, ki je bil poleg tega, da je bil kancler, je bil znan kot verižni kladilec, ki je umrl pri 95-ih, ki je pri 90-ih povedal, da mu je zdravnik odsvetoval, da bi nehal kaditi, ker bo lahko zaradi tega umrl. Mož je bil član Hitlerjugenda in nemške vojske, ampak tega mu niso oporekali. Šlo je pa za dejanje, ki je bilo obvezno in za razliko. Biti član neke vojaške formacije ali biti vojni zločinec, sodelovati pri krutostih ali pa umorih. Namreč oznaka izdajalec, kolaborant je pravzaprav nič drugega kot psovka. Lahko narediš, če danes narediš kaznivo dejanje, te obtožijo, potem si odslužiš kazen in si svoboden. Za svoje dejanje ne odgovarjaš celo življenje, termin izdajalec, kolaborant pa se vleče celo življenje. To je etiketa. Primer Balantiča je še 70 let po smrti sem ga prilepil. In beseda izdajalec je bila ves čas in prav je še vedno, tako rekoč nedotakljiva besedna dogma. Od njej ni premišljevanja, ni polemike. Pisatelj Zorko Simčič mi je nekoč pripovedal o njunem pogovoru z filozofom Komarjem v Argentini, ko se je enkrat Komar čudil, kot domobranski oficir, rekel, kako smo lahko mi izdajalci? Se nismo imeli nikoli nobene pogodbe s partizani. Se pravi, razmišljajo, kaj pomeni beseda izdaja. Da je predpostavlja pakt dveh, ki ga potem lahko en izda. Skratka, beseda izdajalec izdaš lahko samo skrivnost drugega. Medtem ko je pod komunizmom dobil izdajalec nov pomen. Biti nasprotnik režima, ki je postal osrednji sovražnik. In tukaj za finiš imamo notranje in zunanje sovražnike. Danes imamo pravzaprav sovražni govor, ki je nekaj zelo podobno. Namreč ni potrebno določati, tematizirati, sodno procesuirati. Danes posamezne skupine terjajo od policije in tožilstva, ne vendar preganjajo nekaj, kar zdaj ne počnejo, ker ni protizakonito, ampak je treba preganjati. Namreč, in nekdo lahko izreče lahkotno, ta televizija je tovarna sovražnega govora. Ni polemike, rečemo, v konkretnem članku je pa oddaji, v kateri bi pokazal, recimo, da je neka stvar, gre za sovražnost, ampak nasploh. In zdaj, kaj se dogaja? Tako kot po ideji konstrukcije skupnega sovražnika in krati zaklinjanja na enotnost, smo nekoč po celi državi, so ljudje, ne da bi kar vedeli, so se solidarizirali, so skupno demonstrirali za nekaj, o čemer niso imeli pojma.
Še mi kot otroci smo demonstrirali za naše rojake na Koroškem, v Avstriji, zdaj smo za Palestince. V 80-ih so v Makedoniji Bogu za hrbtom demonstrirali proti tekstom Nove revije in Mladine, ne da bi kdo jezik poznal, ampak kdaj videl ta časopisa. In ta oblika izražene, javnega izražene enotnosti se je danes ohranila. Ko je ena revija zdaj pa nas objavila nek natečaj za pravljico, so mnogi protestirali. Protestirali so pisateljska društva, vsi mogoči so protestirali. Zdaj se jim je nujno. Nihče ni izpeljal neke demokratične razprave, sestanka vseh članov, ampak je vodstva so kar se odločila in so se vsi podpisovali, da je to veliko sovražni govor. Zdaj, kaj je zdaj en vrak? V partijskem režimu so omejevali svobodo govora, časopise z enim členom. So rekli takole. Ta članek prepovedujemo, ker bi s tem razširil neresnične vesti, ki bi lahko povzročile hujše vznemirjanje javnosti. To je bil catch 22, bil si izgubljen. Sodnik je odločil, da bi te besede povzročile hujše vznemirjanje javnosti, ni bilo nobenega testa, ker ni bilo objavljeno. A bi to res povzročilo vznemirjanje? Ne. Bil si izgubljen, ni se dal nič narediti. In danes imamo pa kaj? Sovražni govor lahko sproži sovražna dejanja. Ne vemo, bo ali ne, ampak lahko jih bi. In skratka, problem je tukaj ustvarjanje sovražnika. Namreč beseda sovražnik je najvišja stopnja antagonizma, ki ne predvideva možnosti več nikakršnega dialoga. Sovražnik je ta, s katerim se ni mogoče dogovoriti, upeljati minimalne tolerance, je a priori diabolus. Uporaba izraza sovražnik kliče k obračunu, izničenju v njegovi anihilaciji. S tem, ko začnemo govoriti o sovražniku in sovražnem govoru, smo locirali sovražnika kot moteči del družbe, ki ga je treba sankcionirati, omejiti, odstraniti, nekoč zapreti, ubiti. Zakaj? Zato, ker bi morda povzročil vojno. Ko si sovražnik, ko te začnejo opisovati z besedom sovražnika v sovražni govor, izpadeš iz družbenega občestva. Ne spadaš več v občestvo, to je onkraj. In zdaj za konec nekaj, kar se zdi popolnoma nedolžnega, superlativi, prej sem našteval tiste iz naciština, danes je pa zelo uspešen politično superlativ, ki pravi najlepše mesto na svetu. S tem bi zaključil. Iz tega razumevanja zgodovine razumemo sedanjost. Sedaj pa, kaj bo za prihodnost, če se bomo od tega kaj naučili, ljudje sami, in ne nasedali stalnim ponavljanjem, ki si jih zelo dobro pojasnil iz preteklosti in jih apliciral na sedanjost, je pa tudi odvisno predvsej tudi od volivcev, ne nazadnje, koliko na ta ponavljanja seveda nasedajo. Hvala res za ta plastičen prikaz govorice nasilja, bi lahko rekli, ki ga ustvarjajo režimi, ki še vedno nismo ubežali, nažalost, vprašanje, kdaj bomo ubežali, ampak vsaj lahko povemo o njih, vse ta razlika je. Zahvaljujem se obema referentoma in sedaj je beseda vaša. Do skoraj 20 minut po programu imamo za diskusijo, zdaj si bomo pa privoščili kafe. Prosim. Lahko jaz v pomanjkanju mogoče propagando in več propagande je v bistvu v novejšem času prvi razumel vojskovodja, ki si ga omenil, Napoleon. On je bil prvi in od Napoleona se je učil Metternich, ki je bil takrat, ko je Napoleon začel osvajati Evropo, nek od poslancev Gesandta v Parizu, in je tam to natančno preštudiral in je potem uvedel način propagande lastnih idej, zamisli in tako naprej, tudi v avstrijskem časopisu. Zdaj pa Metternich je bil po poreklu Nemec, se pravi, bil
natančen, za Avstrijce pravijo, da so že malo balkanski, malo bolj nonšalantni, čeprav Hitler pa ni bil zelo nonšalantni, je bil Avstrijc. No, in jaz sem sama, ko sem se ukvarjala tudi s tem nemškim časopisem pri nas, dejansko pa s tiskanjem knjig, pa z načini različnimi cenzure, ugotovila, da v bistvu je to po drugi svetovni vojni pri nas absolutno na isti način funkcioniralo. Se pravi, da je Tito oziroma kdorkoli je bil za tem, imel preštudirano že kompletno avstro-ogrski način cenzuriranja, policijskega nadzorovanja in tako naprej, da je malo stvari lahko ušlo temu nadzoru. In v bistvu je potem samo še bila stvar perfekcioniranja tega sistema. In recimo, kar je pa meni delalo probleme pri prevajanju, in to iz naše terminologije, nekaj, v čemer smo bili mi vzgojeni v eni neverjetni malomarnosti. Po časopisih se je pisalo, ne vem kdo, XY je obiskal manj razvite kraje. Zdaj pa imamo mi to vaje na FF in ti prevedeš te manj razvite kraje v nemščino in ti fali konec stavka. Manj razvito kot kaj? Manj razvito od česa? Kaj pa je merilo razvitosti? A je to Ljubljana? A je to Mrđuša Donja? A je to Pariz? A je to Moskva? Se pravi, če ti moraš imeti eno relacijo. Če rečeš manj razvit kraj, to je od česa je ta kraj manj razvit. In takih stvari je bilo cel kup. In ko si ti to prevajal, seveda je bil tam resonanca od onega, ki ti je dal za prevesti, ti ne znaš nemško, zakaj pa ne, ja, to ne moš tako reči. Ti si slabo prevedla, ne, to ne piše. Ne, to je bila ta neverjetna poljubnost. In to se Bog ne deje, zdaj nam vleče kar naprej, kar nekaj poljubnega, kar nekaj reče, zato ker recimo nekdo se je vrnil nekam ali je prišel nazaj. Zakaj je prišel nazaj? Ker je prišel nazaj lepš za veliko, ker da je prišel. Pa so starši zbežali, pa je on prišel v Slovenijo. Ampak mi rečemo, pa je prišel nazaj. Ni. On je prišel v Slovenijo, se je odločil kot človek ljudi, ki so zbežali, od tod se je odločil, da po leta 91 živi tukaj in je prišel sam. Ni prišel nazaj sam. Starši bi prišli nazaj sam, oni so pa ostali v Južni Ameriki. Ja, je mogoče smiselno dati še en izraz, ki po svoje še bolj usoden in ki ustraja še kar naprej v sedanji koaliciji. In to je pojem napreden. Titov režim se je deklariral kot napreden, napredna gibanja, napredne ideje. Torej, s tem, ko uporabiš enkrat izraz napreden, diskvalificiraš vse ostale. Ker če si napreden, so oni za ostali manj vredni. In napreden se pojavlja spet zelo na novo v političnem in medijskem diskurzu dan danes. Imamo čestokrat čist nereflektirano napredne ideje in to, ko praviš, to je zelo težko. Kako bi to prevedel v angleščino, pa v nemščino napredne ideje? Hočem reči, predvsem pa še nekaj, napreden je tako problematična kategorija. Če vzamemo nedolžno polje ekologije. Se pravi, v 50 letih je bil naspreden DDT. Pošprical cele dežele, pa pregnal komarje, pa se je skazal, da je rakotvoren. Pol je bil napreden azbestna kritika, namesto slame se dal azbest na streho. Imamo zdaj morje mrtvih, cele pokopališča. Napredna je bila juha v vrečki. Napredne so bile plastične vrečke, sploh za karkoli. Tako da že na tem polju nam tam v 20-30 letih se termini, ki so se kazali ali pa samo promovirali kot napredni, postanejo zelo morbidni. Zato je vsakršno vprašanje, kaj je napreden, pravzaprav več kot relativno. In zgodovina nam to nam samo za nazaj pokaže vedno,
kako je vprašljivo. Ne? In tako lahkotna uporaba izraza, ne misleča, napreden dan danes za diskvalifikacijo pa promoviranje kogarkoli, je očitni, ostanek stare komunistične govorice. Pa en tak izraz v nemščini je pa prostor, Raum. Mi imamo to grozen problem tudi pri prevajanju v slovenski prostor. Južnoslovanski prostori ne moreš uporabiti, Raum, ker je to čisti nacizem. Lebensraum, ja, življenjski prostor. Ja. Da se zradira vse, kar tukaj je, pa da pridemo mi, ki imamo zmerjeno arijske glave. Ja, tle v resnici en velik problem, značilnost komunizma našega je bila ta avtarkija. Poznal si stvari, videl si, da si najbolj demokratični deželi, da si bil največjega voditelja vseh časov, to si vedel, primerjal, kako se biva v drugih državah ni bilo. Celo vzhod smo imeli samo takrat, kadar je veljal za negativnega, ko so na Madžarskem imeli volitve, na katerih so komunisti izgubili leta 1946, o tem niso poročali. Ko se je nekaj podobnega zgodilo na Češkem, temu se ni poročalo. Ko so imeli na Poljskem volitve 57, na katere so bili izvoljeni, mislim, da 7 nekomunistov duhovnikov, o tem se ni poročalo. Skratka, v vseh korakih, kjer je bil recimo vzhodni svet, naš bratski, demokratičnejši od nas, a ne konec koncev tudi, če vzamemo tako, mi smo veljali sami po sebi za otok demokracije na težkem vzhodu. Kdaj se je pri nas začel pisati in govoriti o Golem otoku? Bil je Torkar pa Hoffman, to so bili leta 82. So bila literatura, fikcija, niti še ne spomini ali pa intervjuji. Kaj pa v Rusiji Gulag? Ja, imamo že Solženicina leta 62. Leta 22 let pred jugoslovanskim govorenjem o lastni mračni zgodovini koncentracijskih taborišč, v Rusiji to že lansirajo. Pa Strnak, ne vem, da je Živalj napisal, oziroma piše recimo, je scena, se spomnim, ker sem nabrala še v cirilici, ker je bil srščino prej preložen kot v slovenščino. Jaz mislim, da sem morala imeti takrat 13 let in se mi je od tega zelo nekako v spomin zasidralo, kako je opisoval dva padla. En je bil bolševik, en je bil menševik. In ko so jo vsakega svoji borci, da ga odpeljejo, in tako so kobajali tako. Ampak sam, po nesreč skoraj našli pri vsakmu v prsnem žepu Svetopodobca. Oba. In pa Stanak piše, oba ste imela. Se pravi, tak je bil na strani komunizma in on je bil na strani nekomunizma. Ja, Ista podobca. In v bistvu ravno to, ta odprtost, ko je ena vakcina proti govoricam komunizma ali pa nacizma, namreč, če prebiraš tekste v drugih jezikih, tudi slediš kaj drugega, si lahko postaviš tudi vprašanje, kako bi prevedel napredno, kako bi prevedel ta prostor. Skratka, začneš primerjati. Jezik ti ni več samoumeven, ampak se začneš zavedati, da je morda tukaj kljub vsemu vendar neka slepota, da gre za pravzaprav hočem reči manipulacijo z jezikom. Zdaj smo eno strokovno vprašanje, ko si zdaj imaš ta seznam vseh oznak za Tita in tako naprej. Eno nisi omenjal, ki je, kako bi rekel, najbolj estetska, ljubičice bilo. Zakaj je nekako? A je zaradi ljubav, pa belo, kako imaš kaj podatkov? Ljubičica je spominčica. Ljubičica, ki ni bila. Ki ni bila. Ja. Ljubičica spominčica. V bistvu, tisto, kar je meni zanimiv... Kaj pa pomeni, pa ne vem. Meni se protislovje. Jaz sem kot protislovje videl kot nesmisel. Ampak recimo pri izrazih, na začetku, se pravi maja 1945, časopisi poročajo, maršal Tito poslal telegram maršalu Stalinu. Skratka, šlo je za to napihovanje. Tudi razlog, zakaj nekdo maršal, ker tako postane,
Ampak tisto, kar je zanimivo, Stalin ni bil maršal, je bil generalissimus. In pol, šele čez čas so potem pravzaprav te termine degradirali. Meni tisto, kar je meni grozljivka, si težko predstavljam, da bi živel sam maja 45, da bi bil pismen, znal časopise brati, in bi naenkrat namesto teh časopisov, 5 sem jih omenil, bi servirali ljudsko pravico slovenskega poročevalca. To je šlo za tako spremembo terminologije, govorice, zornih kotov. Tako da temu ne bi mogel reči pralnica možganov, zato ker pralnica možganov mora biti malo subtilna, lahko tiš. Bi bil Slovak, smo se dali vzdelati. Pojmovnik. Ja, bi šlo. Vzeti bi mogel še bolj detaljno jutro, pa narod Slovenca in pogledati, kako cel besednjak, kar je pa zanimivo, po čem so segali. So zelo segali po latinskih izrazih, po tujkah. Od partizana, ki ni neka slovenska izraz, pač francoski, do internacionalizma, ostalih politbirojev, kongresov, sej. Tako da bi ta jezik, seveda, ga lahko, definitivno ga bi lahko postavili in primerjali. In sam se sprašujem tudi, ker v nebroj primerih je bila stvar nerazumljiva. Sploh so se pojavile kratice še. SIS, TOST, pa so PZDP, karkoli že bilo. Taka količina kratic smo jih imeli. Ampak če se vprašamo, kaj pa je racio, v čem pa rečemo koristi uporaba teh kratic, pa vsekakor koristi v tem, da gre za odpoved razmišljanja, da nisi sposoben pa več misliti. Recimo, jaz sem leta 67 v enem Titovem govoru naletel na neko nor stavka, da bo ZIS dovolil uvoz deviz. Ja, ampak ne, dva problema. En zvezdni izvršni svet, ampak kaj pomeni uvoz deviz v enem stavku? Pa se izkaže 10-15 let kasneje, da je Jugoslavija bankrotirala. In da pride do novega termina, da lahko trošimo samo to, kar proizvedemo. Vse 68 je bila tista devalvacija. Ampak hočemo reči, pod kakim imenom? Ni Tito izrekel, no, zdaj bomo pa imeli kredite, si lahko sposojamo prosto, ne bomo ekonomijo proizvedeli na to, ampak je rekel, dovoljen uvoz deviz. Ja, oče naroda. On skrbi. Za... In to je preslikava Franca Jožefa. Ja, no, ampak s Francem Jožefom je velika razlika. Franc Jožef ni bil niti malo tako slavljen kot Tito. Namreč, ob Titovem rojstnem dnevu je en cela stran časopisa v nekem obdobju bilo tako en dan prej, potem tisti dan pa en dan poročilo, kaj se je zgodilo. Da je lahko 3 naslovnice dobil za svoj rojstni dan. Jaz, ko sem se ukvarjal s Francem Jožefom, sem gotovil, da tam konc 19. stoletja na 3. strani je ena vrstica, da ima Franc Jožef rojstni dan. Da naslov, ko je dobil za svojo 60-letnico vladanja. Tako, to je pa tudi ena zanimiva štorija. Robert Musil, znameniti avstrijski pisatelj, je bil med prvo vojno propagandist in je bil 2-krat na naših tleh. Enkrat je bil od maja do decembra mesec dni 1917 v Postojni. No, in on je napisal članke proti slovenskemu irredentizmu, oziroma jih je objavil v svoji Soldaten Zeitung, zdi se pa tako 99%, da je tudi on avtor, glede na stil in vse, in se tudi pritožuje, kako Slovenci sploh ne omenjajo rojstnega dneva Franca Jožefa. Sploh ne omenjajo. Zalagamo, da to grem jaz pa zdaj preveriti. In grem preveriti in seveda se mu zlagal. So omenili, ampak dejansko tako, kot ti praviš, kot eno takole omembo na neki 4-5 strani. Tako da ta primerjava z Francem Jožefom se mi zdi, da je sicer malo spominja, ampak da ni. Da bi prej v smer Führerja. Me veseli. Jaz bi še nekaj na to, kar si Bernat omenil, glede napredno. To napredno, recimo, je zanimivo,
da v neki podstati je vedno propaganda ali pa neka ideologija. Ne? Se pravi, tisti, ki razume, nekoč so imeli za napredno, recimo nekdo je v času med vojno, recimo so govorili, jaz smo bila napredna družina, ne? To pomenilo je bral. Ne? Recimo Kosovelovi so se imeli za malo bolj napredne, recimo tudi potem govorimo od prve pa druge. Ne? Recimo v tem času do konca druge svetovne vojne je nekako veljalo, da si bil napreden na nekom kulturnem področju. Se pravi, neka družina, če nekdo pripoveduje, je bila napredna, vedno se potem pojavi, smo imeli knjižnico doma. Se pravi, je napredek, ko se je govorilo o naprednosti, bilo na tej točki. V času Jugoslavije, recimo po koncu druge svetovne vojne, je ta naprednost šla vedno bolj v to materialno, se pravi neko gradbeništvo, neka zadeva, ki je vedno bolj kulturo izpodrivala ven. In tukaj zadaj se je mogoče za vprašati, koliko je propaganda samega časa naredila to napredno, kaj je bilo napredno in kaj ni napredno kot vrednoto. Kar ni povezano s tem, jaz sem se spomnila recimo tudi na ta izraz dobri zlati časi, ko vsi govorijo zlati časi Jugoslavije. To bi človek razumel, da so zlati časi nekdo, ki jih je preživel. Kako lahko to govori nekdo, ki ni živel v tistih zlatih časih in obuja nek mit o tem dobrem, kar je bilo pod Jugoslavijo. Tle se vidi spet neka podstata ideološka, neke predstave, niti ne izkustva. Recimo naše none imajo izkustvo z vojno po vojnem času, medtem ko recimo generacije, ki so rojene tam 80, 90, tako ne morejo, pa potem težko govorijo o tem dobrih zlatih časih Jugoslavije. Ampak danes v političnem in pravzaprav izobraževalnem okolju, tudi vidimo, kolikokrat se kar to malo nagiblje k temu, da bi o teh dobrih zlatih časih, imamo vedno več govora o tem, ali pa vsaj se nakazujejo neke smernice, ki so tendenca k temu. In tle zadaj je za vprašati, kam vodi to nerazmišljanje, ker to ni neka nostalgija. Nostalgičen je nekdo, ki ima neko izkustvo po nečem. Tukaj se ne... To je zelo fina pripomba. Velikrat gre ljudje, ki tako razmišljajo, še en korak dlje, pa rečejo, v Jugoslaviji je bil vsak zaposlen. Nihče ne govori milijonov pa pol gastarbeterjev, ki če so šli samo v dvoje ven, je bilo tu 3 milijona ljudi. Kaj pa, če je šel še en otrok? In tega mi sploh nimamo ozaveščenega, pa jaz mislim celo ne samo zaradi tega, ker tega ne bi vedeli, ampak enostavno, ker smo zanemarili razmišljanje. Nisi v tem, da bi ti preveril, kaj prebereš, pa da bi preveril neko izjavo. Ker tu so bili podatki, mogoče, če bi šel gledati prave, je ta številka še veliko višja. Ampak to je to. Zdaj pa kaj, se mi želimo, da gre tretjina Slovencev delati v evropsko domovino, ali da gre v Ameriko, ali da ne vem kam, pa da rečemo, da bo slovenska država pa le v redu, vsi imamo delo. Ja, tisti, ki ostanemo. Vse se dogaja. Ja, ampak še več, glej, tole, ta odhod milijona pa pol dveh delovnih emigrantov v Nemčijo in podobne, bi seveda mogel biti padec komunizma, pomenili bi, da delovni razred Jugoslavije raj odhaja k svojemu bivšemu okupatorju. Ampak po drugi strani celo stari Goldman, ki sem ga jaz čist cenil, ki je pisal to zgodovino Jugoslavije, oziroma v tem primeru je njegov sin, mlajši Ivo, je postavil to kot veliko Titovo dejanje. Tito je odprl Jugoslavijo, ljudje so lahko odhajali. Kar je pravzaprav, ne vem, da je bila to kritika režima, ki je tako, danes ne hvalimo, kaj s tem, sirskega režima, ko mu ljudje bežijo, ker ne morejo tam preživeti. Skratka, beg ljudi je vedno slab znamenje za režim. Ampak tisto, kar je bilo značilno, je, da v tistem času je partijski režim imel še svojo interpretacijo, ki je bila edina. In v resnici, ena značilnost je bila to nemišljenje, ne čudenje. Prej je bilo omenjen beseda čudenje, ki meni tako zelo všeč. Čudenje pomeni, da stvari ne sprejme samo umrevno. Ampak začneš
okoli nje postavljati neko vprašanje. To čudenje je za ceno bratstva in enotnosti, edinosti, pravzaprav sistematično izganjan. In to, ko ti omenjaš spomin na zlate čase, ta spomin je bil seveda dvakrat grajen. Prvič smo uporabljali izraz gnila Jugoslavija ali pa Avstro-Ogrska ječa narodov. Skratka, ti si se vzpostavljal z dvema večjima negativizmoma. Po drugi strani je pa mene šokiralo, zadnjič sem gledal neke štumfe, pa sem videl gor diktator, nekdanji predsednik Tito na štumfih, pa vidim, da je to najbrž dobro tržno blago, da mularija ali pa ljudje kupujejo te štumfe. In seveda, na nek način bi razumel, da je to stvar uporništva. Ampak uporništvo bi bilo šele, če bi bil antititoizem dominanten, pa ni antititoizem dominanten. Pa bi rekel, imamo neke upornike, ki bi dali Titove stvari gor. Po drugi strani sem pa se jaz zgrožen na tem, ker to mi govori o nečem. Če je bil kaj Tito, je formalno gledano bi bil danes v Hagu kot vojni zločinec. To, da so vojne ujetnike pač množično pobijali, pustimo število, je definitivno gesta, zaradi katero v sodobnem svetu, če nisi ravno Američan, te ne prodajo, končaš v Hagu. In zdaj, zakaj bi bil jaz navdušen nad človekom, ki je množično pobijal druge ljudi? In tukaj pa jaz imam en glavni hudičev problem odsotnost empatije. Nekega splošnega sistema, da bi rekel, da imam enaka občutja do vseh. Tukaj je ta delitev med nas in one, za nas je dovoljeno več, za one je pač tudi groba ne rabaš. Ta spontani apartheid med ljudmi, med dobrimi in zlimi, se mi zdi, da je ta, ki še dodatno generira in je zanimivo, da sicer pa v zgodovini je ta vraka, da ljudje se ne radi učimo. In mi smo se enkrat zgodovino učili, da bi se mogli še enkrat učiti zgodovino, ker vse skoraj nič ne drži noter. Ali pa, če vzamem bolj neutralno, geografija. Sem se jaz učil geografijo, je imel Egipt 20 milijonov ljudi. Skratka, ampak hoče to reči, vsi podatki, ki smo se recimo z Darkom v šoli učili o geografiji, danes ne veljajo več. Nič ne velja več. Bi mogel jeti na nov prebirati. Tudi celo, kakšnega letališča več ni, ali pa recimo državni, a marsičesa ni več. In zato je pri zgodovini, ki je pa še toliko bolj usodna kot geografija, je to pravzaprav še drug moment, ki naprej generira ignoranco. Jaz bi rekel, da se učimo iz zgodovine, vprašanje pa je, kaj se naučimo. Tako, sedaj si bom dovolil svojo vlogo in nas pozval na pauzo, ker smo presegli 5 minut, kar me sicer veseli, ker sta bila referata res zanimiva, živahna, dala sta nam vsekakor misliti, skladno z naslovom sklopa Razumevanje zgodovine in sedaj pa, kot rečeno, privoščimo si malce vdiha od zgodovine in vsakdanjim radosti.